gotta play! Lep pozdrav vsem, jaz sem Matej Petek, preden pa z Blažem Bertalaničem začneva tokratni podcast, samo hitra opomba, ta podcast so posnela v soboto zvečer. Takoj po koncu snemanja je pa Miami v svoje vrste pripeljal še Averyja Bradleyja in Moa Harklessa. Z Bradleyjem so malce popravili obrambo na zunanjih položajih in poglobili rotacijo na branilskih položajih. S Harklessom so pa nadomestili odhod Crowderja, o katerem so pa z Blažem več govorila v podcastu. Dallas Mavericksi so pa še malce oplemenitili zalogo kril, ki so jih sedaj pripeljali preko drafta in menjav. Pripeljali še Wesa Iwunduja, obrambnega specialista, torej še enega igralca, ki naj bi popravil njihovo obrambo. To pa je bil tudi eden izmed ciljev Dallasa v tem prestopnem roku. Tako samo kratka opombica, zdaj pa analiza z Blažem. Jo, Blaž, kako gre, si pripravljen za delo, to analizo zdajle? Pozdravljen, ja, je bila kar rahlo neprespana noč, ogromno se je dogajalo na NBA tržnici, menjav, podpisovanja prostih igralcev in skrajni čas, da posnameva tale podcast. Zgodilo se je ogromno, midva bova tokrat, da ne bova predolga, ker če bi obdelala čisto vse trade, menjave, prestope, v naslednjih dneh bo tudi še do ogromno teh prestopov prišlo, bi preprosto bila predolga v tem podcastu. Tako da danes so rekla, da se bova posvetila predvsem Miamiju in Dallasu, njihovim premikom, kaj so oni naredili. Kakšno besedo bo rekla tudi o draftu, v naslednjih podcastih pa potem seveda še o vseh ostalih prestopih in premikih v ligi NBA. In res se zdi, da se bo zdaj tam, ko govorimo o vseh tradih, vseh menjavah igralcev, ki se bodo zamenjali, bomo na koncu po moje priča tam 30-35% lige bi znali zamenjati klube, mislim. Več kot 100 igralcev, 150 igralcev, to je pa zdaj že kar tretjina lige. Tako je, ja, pa preden se vržemo v to tematiko, samo če lahko poslušalci všečkate tale posnetek na YouTubeu, tudi naročite na kanal, kliknete ti zvonček, da ste obveščeni takrat, ko pride ven nov podcast. Pa seveda ne pozabite tudi na našo Facebook stran Košarka NBA Slovenija in enako najdete nas tudi na Instagramu, tako da malo PR-ja še preden se vrževa noter v vse skupaj. Pa Redditu, potem lahko omeniš še Reddit NBA Slovenija. Reddit, ja. In tam boste našli vse zadnje novice na vseh teh platformah, o vseh prestopih, tradih, menjavah, premikih, ne samo iz NBA lige, ampak tudi kakšne novice o košarki iz Evrope, reprezentance, Euroliga in ostalo, ampak ja, da ne bo zdaj se zgubljala s tem, greva kar veselo na delo, da Blaž. Tako je, ja. Pa začniva z draftom najprej, pa samo kakšno besedo rečeva o letošnjem draftu. Jaz sem že v prejšnjem podcastu omenil, mislim, da sem kakšno besedo že rekla o tem, da ta draft ne bo dober, vsaj v primerjavi z zadnjimi 5, naslednjima 2, ki ne bi bila tudi izjemna. Bo ta draft precej slabši, ne bo toliko igralcev, toliko potencialnih all-star, all-NBA igralcev, franchise igralcev, ki lahko ekipe vodijo kot prva opcija. Vedno se najde kakšen skrit talent, kakšen neizbrušen dragulj, kot bi lahko rekli, ki se potem razvije v izjemnega igralca. Pa predtem ni nihče videl takega potenciala v njem, ampak na tem draftu je verjetno za kaj takega dost manjša in tudi tisti najvišji piki niso tako dobri, kot so bili v zadnjih, kot sem dejal, 4-5 letih. Ja, pa najbolje, da si pogledamo tistih nekaj najbolj zanimivih igralcev, ki so bili draftani, se pravi, kot prvega je Minnesota draftala Anthonyja Edwardsa, ki ima zelo zanimivo izjavo,
da ga vseeno zanima bolj NFL kot NBA in da NBA košarke sploh ne gleda in da če bi mu NFL ekipa ponudila pogodbo, bi pustil košarko in šel igrati NFL, tako da malo lahko vidite, pač kaki igralci so letos pač na vrhu drafta, potem kot drugi so Warriors izbrali Jamesa Wisemana, Hornetsi Lamela Balla, famoznega Balla, ki so ga marsikateri projicirali celo na prvo mesto, pri katerem zanimivo je bil glavni ta plus to, da je igral pač z profesionalci, da je igral moško košarko, da ni igral na koledžu, nekaj, kar recimo je šlo Dončiću v minus. Samo tako malo za primerjavo, potem Bulsi so... to je, sorry, ki te prekinjam, ampak to je verjetno Dončić efekt, zaradi tega, ker je bil Dončić zdaj tak, in Američani vedno, ko govorijo o košarki na drugi strani Atlantika, oni govorijo, he played overseas, in to me vedno tako prepoznaš, seveda ne vsi, tisti, ki res poznajo draft, so skauti, ki seveda sledijo, ki so sledili, recimo Dallasovi skauti so Luki sledili tam od 14. 15. leta naprej, so že vedeli zanj in mu sledili. To so ljudje, ki poznajo, ampak v medijih pa overseas za njih Avstralija, Evropa ali pa Saudska Arabija. Enkrat mi je na Twitterju s katerim sem debatiral v Dončiću, nekdanji igralec, prijavil, I scored overseas a bunch. In pol ga vprašam, kje? Reče Saudska Arabija. Ja, verjamem, da si v rekreativni ligi, tam po mojem bi tudi dosti mojih kolegov, pa tudi jaz v Saudski Arabiji lahko kar dobro polnil koš. No, pa da se vrnem zdaj nazaj. Bullsi so na 4. mestu draftali Patricka Williamsa in Cavaliersi na 5. mestu Isaaca Okoro. Zdaj verjetno fajn bi bilo omeniti, kje sta najvišja Evropejca. Na 7. mestu so Pistonsi draftali Killiana Hayesa, ki je pred to sezono oziroma pred naborom igral za Ulm, medtem ko so na 9. mestu Wizardsi draftali Denija Audio, ki je pa igral za Maccabi v Euroligi, tako da zanimivi igralci, bom rekel tako, so zanimivi, ampak od nikogar se pa dejansko, kot si že omenil, ne pričakuje, da bodo naredili, da bodo prišli na nek superstar nivo. Verjetno kakšen izmed te generacije bo na koncu postal All-Star, ampak mislim, da kaj več kot All-Star pa ne. Projekcije trenutno, že spet, če kdo ne naredi konkretnega preskoka, in pri tako mladih igralcih je vedno to tudi možno, ampak ko gledamo recimo, kje so bili igralci na prejšnjih draftih, na tej točki, pri tej starosti, so vsi do te točke pokazali precej več in seveda je bil tudi njihov razvoj projiciran precej višje kot razvoj recimo igralcev na letošnjem draftu. Omenil si Lamela, Killiana Hayesa, recimo tudi Denija Audio. Zanimivo, da z vsemi temi tremi so vlekli neke določene primerjave z Dončićem. Igrali so vsi trije overseas, čeprav so različne lige. Killian Hayes je igral za Lakoviča, kot si dejal, v Ulmu, v Eurocupu. Denija Audija, Maccabi je igral tudi Euroligo, čeprav ne dosti v Euroligi, precej več v državnem prvenstvu. Lamelo Ball je bil pa slab v Avstraliji. Če smo čisto iskreni, tiste njegove highlighte, vrhunce, podaje so na družbenih medijih vsi hajpali do konca, ampak potem pa, ko se malce bolj zazreš v analizo njegove igre, pogledaš malce bolj široko ali pa pogledaš, boh ne daj kakšno celo tekmo, pa vidiš, da je imel izgubljenih žog toliko kot podaj, da je za 3 metov malce več kot 20%, iz igre pa mislim, da 34%. Tako je, 34% iz igre v Avstraliji, torej zelo neučinkovit, igral je za najslabšo ekipo avstralske lige. Zdaj je izjemen podajalec. To je potrebno povedati. Je izjemen podajalec, ima izjemen pregled in igralci s takim pregledom in občutkom za podajo pogosto uspejo, če seveda trdo delajo, ker to je določena stvar, ki jo preprosto ne moreš naučiti, tak pregled igre, ampak njegove luknje na ostalih področjih so pa dosti večje. Killian Hayes in Denija Audija, ko jih že omenjam, te 3 igralce, ki so jih primerjali zaradi igre overseas z Dončićem, realno, ko seveda potem poslušaš analize kakšnih skautov, ki te igralce spremljajo že zelo dolgo, seveda takoj poudarijo, da so take primerjave nesmiselne. In tudi primerjave, veš, ko govorimo o prejšnjih draftih, samo lanskem, recimo Zion in Ja, veš, takih igralcev, mislim, da iz tega drafta ne bo predtem Luka,
Trey, tudi Ayton, ki je malce skrit zaradi uspehov teh dveh, zaradi izjemne statistike teh dveh, ampak Ayton je 20-10 igralec, ki se razvija in napreduje, tako da bo tudi recimo lahko večkratni All-Star, če bodo Sunsiki naredili. Tako da ja, mogoče samo še beseda dve. Anthony Edwards, James Wiseman, prva 2 pika, na koncu sta šla ekipam, ki sta imeli ta 2 pika, torej Timberwolvesom in Warriorsom, kljub temu, da sta obe ekipi te pike ponujale za seveda kakšnega izkušenega igralca All-Stara, izkušenega All-Stara. V prejšnjih letih nisi mogel niti sanjati, da bi lahko dobil prvi ali pa drugi pik na draftu v tradu, nobenem tradu. Mislim, Dallas ne bi tistega 5. pika oziroma 3., za katerega so tradali, da so dobili Dončića, ne bi tradali verjetno za nobenega igralca v ligi, ker so bili tako prepričani v uspeh Dončića. Letos pa ja, Timberwolvesi ponujali svoj pik na koncu drafta Anthonyja Edwardsa, ti si rekel NFL, maraj kot NBA in ja, to je res. Mislim, treniral je tudi ameriški nogomet in izjemen atlet, ki bo pa mogel seveda še tehniko precej spilti in eni so rekli, da je Andrew Wiggins 2.0 in seveda navijačem Minnesota rata slabo, ko slišijo ime Andrew Wiggins in ja, nekaj podobnega lahko tudi na koncu iz tega prvega pika izpade. Na drugem mestu so pa Warriorsi potem vzeli Wisemana, center, perspektiven center, rabili so centra, ampak ta poškodba Kleja. O tem bo rekla kaj več o kakšnem od prihodnih podcastov, več o Warriorsih, o tem koncu dinastije, do katerega je ta nesrečna poškodba Kleja verjetno dokončno pripeljala. Strgana Achillova tetiva po strganem kolenu, 2 leti brez košarke, je bila še res nesrečno, ampak na koncu so vzeli igralca, ki bi najbolj pasal v ekipo, če bi seveda imeli Stepa, Kleja in Draymonda. Zdaj, kaj bo iz tega in kako se bo naprej razvijal James Wiseman, bomo pa spregovorili v kakšnih od prihodnjih podcastov, ampak ja, no, to s Klejem je res v slabo voljo spravili. Ja, verjetno nisi edini, no, ker je Klej vseeno igralec, ki ga imajo vsi radi, je zelo dobrosrčen in tako naprej, dobrovoljen. Noben nima nič slabega o njem zapovedati, ampak ja, kot si omenil, več o vsemu temu v prihodnih podcastih, zdaj pa se skoncentriramo na tisto, kar je dejansko najbolj važno. Trenutne poteze Miamija in pa Dallasa in najbolj, da začneva kar z Miamijem. Zakaj? Ker je Goran Dragić minuto po polnoči po našem času, ko se je začel free agency, javil, da ostaja v Miamiju, podpisal je 2-letno pogodbo za 37,5 milijonov, prvo leto 19 milijonov, drugo leto 18,5. Kar sicer je zanimivo pri tej pogodbi je to, da ima ekipa pravice za drugo leto, da prekine pogodbo, se pravi, da lahko se pri Miamiju Goranu odpovejo. In zdaj situacija je verjetno taka zaradi tega, ker v primeru, da se bodo naslednje leto borili za kakšnega res zanimivega in vrhunskega prostega igralca, recimo tipa Giannis, bi znali potem izkoristiti ta team option, prekiniti pogodbo z Dragićem, podpisati novo, cenejšo pogodbo za verjetno kakšno leto zraven in na ta način ustvariti prostor v proračunu za tega res vrhunskega zvezdnika in verjetno je zaradi tega tudi Goran pristal na tako pogodbo, ker sicer pri njegovih letih bi verjetno Goran raje videl, da bi bile 2 leti zagarantirani, ampak ja, to je dejansko bil tudi glavni del, ki ga je Miami naredil, pripeljali so nazaj še nekatere roleplayerje, medtem pa izgubili, vsaj tako sedaj zgleda, Crowderja, ki je bil v končnici izjemno pomemben člen te ekipe. To bi znalo, se pravi, če na koncu ga tudi ne bodo obdržali, kar sedaj izgleda, da ga ne bodo. Bo to edina stvar, ki ni šla po planu Miamiju v tem prestopnem roku, vse ostalo pa pač so izpolnili, dejansko samo kljukce so delali in pripeljali nazaj enako ekipo, za katero pač verjamejo, da lahko se ponovno bori za naslov, kar po eni strani, kljub temu, da bodo izgubili, izgleda, da Crowderja jim dam kar prav, no, ker so to v končnici letos tudi dokazali. Plan Miamija je bil za razliko od Dallasovega precej manj kompleksen. Mislim, Dallas je mogel precej več potez narediti. Miami je želel zadržati Dragića, želeli so zadržati tudi Crowderja.
Malce preseneča to, no, da so Myersu Leonardu dali novo pogodbo, glede na to, da v play-offu ni praktično nič igral. Zaradi small ball postav, s katerimi igra zdaj večina ekip, je praktično Bema Adebayo bil tisti prvi center, potem pa še Olinik. Olinik je izkoristil svoj player option za to zadnjo sezono, bo ostal v Miamiju in dali so pogodbo zdaj še enemu centru. Čeprav, mislim, oba dva sta v tej košarki, ki se zdaj igra, koristna centra, lahko zadaneta za 3. To je tisto, kar je zelo pomembno zdaj, predvsem zaradi tega, ker seveda Jimmy Butler, ki je primarna opcija, ball handling opcija, ni dober metalc za 3, ne meče dober za 3, potrebuje enega visokega igralca, ki lahko malce raztegne raketo, povleče kakšnega visokega igralca ven in s tem omogoči Butlerju več prostora pod obročem. Ampak ja, vseeno malo preseneča, da bojo imeli zdaj v bistvu 3 centre, glede na to, da je Bema Adebayo na nek način prvi center ekipe, malce nižje je sicer Bema Adebayo in to je tisto, kar se je recimo v finalu videli, sicer je bil tudi poškodovan, ampak je imel probleme seveda z Davisom in Howardom. Bam je tam 205, 206, izjemno močan, seveda lahko igra, izjemno gibljiv zaradi tega, tudi pokriva od 1 do 5 skoraj da vse položaje, ampak tiste najvišje, najmočnejše centre pa ima malo težav in ja, morda zato Myers Leonard, ampak tako kot si rekel, zadržali so to jedro ekipe. Crowderja bi znali pogrešati. On je tudi v play-offu bil zelo pomemben člen ekipe, predvsem bil je zelo konsistenten, konstanten pri metih za 3, dobro igral tudi z Dragićem, sta se dobro ujela in Butlerjem seveda tudi in Bamom. Te 4, če bi morali 4 igralce izpostaviti, bi ravno te 4 izpostavil kot ključne Miamija v tem zadnjem play-offu. Zato sem pričakoval, da jim ga bo uspelo privabiti nazaj, ampak Crowder verjetno lahko dobi boljše ponudbe. Miami mu pa pravzaprav ne more več dosti dati. S tem, ko so Myersu Leonardu dali tam 9 milijonov na sezono in Goranu zdaj 19 prvo sezono, 18,4 drugo, ima sicer Miami možnost prekinitve pogodbe, ampak mislim, da imajo nek deal pod mizo narejen, nek handshake dogovor za naslednjo sezono pol. Kaj se bo zgodilo, če Giannis pride in prekinejo seveda to pogodbo, potem bodo z Goranom verjetno podpisali novo pogodbo in povsem možno je, da so nekako dorekli neke številke, o katerih bi govorili potem in za koliko časa, ampak zdaj letos pa ja, so bili malce omejeni s tem, da so mu lahko dali samo enoletno pogodbo. Goran je pa imel po poročanju raznih dobro obveščenih virov, je imel še nekaj drugih opcij. No. Predvsem, ko govorimo o daljših pogodbah, dolgoročnih pogodbah, recimo ena je bila Hawksi naj bi ponujali večletno pogodbo, uspelo jim je premamiti Gallinarija 3 leta 60 milijonov, 61 milijonov, mislim, da celo Gallinari se je odločil, greme za denar, je nekaj mlajši tudi od Dragića pa to sploh ne zanima. Je povedal že pred začetkom tega prestopnega roka, da bo na prvo mesto postavljal možnost boja za prstan, možnost boja za naslov prvakov. Tako da tukaj pa lahko govorimo samo o 2, 3, 4 ekipah. Zagotovo so bili tudi Lakersi v igri. Lakersi so si ga želeli že lansko poletje, poskušali izvesti menjavo, potem so pripeljali Ronda. Zdaj so pa seveda izpeljali menjavo za Schröderja, tako da Schröderjem so nekje zapolnili to pozicijo, na kateri so želeli tudi Dragića. Clippersi so se tudi omenjali kot ena izmed opcij, namesto Patricka Beverlyja, Kawhi Leonard je izrazil željo potem, da dobijo v navednicah pravega organizatorja, tako da ne nekoga, ki je predvsem tam za obrambo in kakšno trojko. Zato so se tudi Clippersi omenjali, ampak zagotovo je Miami, glede na to, da je Goran tam že dolgo doma in pozna klub, soigralci se odlično razume, mestu se odlično počuti, zaupa vodstvu, ve, da bodo naredili vse za to, da pridejo do finala, da zmagajo, da vedno delajo v to smer, nikoli ne stagnirajo, iščejo vse čas načine, kako izboljšati ekipo.
In ja, naslednjo leto bodo zdaj dobili priložnost, da z več ali manj nespremenjeno ekipo zopet poskusijo naskok na naslov prvaka in Blaž, mislim, da oba dva Gogiju prvoščiva, da pride do finala po tej nesrečni poškodbi, po kateri je mene, moram reči, smenila vsa volja oziroma entuziazem do letošnjega finala. Poleg njega pa še Bem in ja. Ja, mislim, da se lahko vsi slovenski navijači strinjamo, da privoščimo Goranu še eno finale in po možnosti tudi naslov. Ena stvar, ki jo morava še omeniti, je tudi njihov draft pick, se pravi igralec, ki so ga izbrali na naboru, Precious Achiuwa, Nigerijec. My Precious? Ja. Nisem si mogel pomagati, sem mogel Lord of the Rings referenco dati. No in ga marsikdo ga že primerja z v bistvu podobnim tipom igralca, kot je Bam Adebayo in definitivno bodo v njega vložili ogromno energije, da ga razvijajo na čim višji nivo. Gre pa za zanimiv potencial, ne sicer tako visok potencial kot Bam Adebayo, ampak za zelo dobro menjavo pa ga lahko vzgojijo, tako da mislim, da smo zdaj v Miamiju povedala bolj kot ne vse. Skočiva na Dallas? Ja, lahko v bistvu na Dallas skočiva. Ti si omenil, da se zanimajo zdaj tudi za Crowderja in misliš, da jim lahko uspe dobiti Crowderja? Ja, odvisno. Jaz mislim, da je odvisno, kaj bojo ponujale druge ekipe. Vemo, da Dallas ni ravno meka za proste igralce. Tako da glede na to, da se za njega zanimajo tudi Lakersi in pa Clippersi, če bi ga pa pripeljali, bi bilo pa to zelo zanimivo, še posebej, če ga postavimo bok menjavam, ki so jih sedaj izvedli, dejansko so okrepili ekipo. Justina Jacksona in pa Delona Wrighta so zamenjali za Jamesa Johnsona in pa Jay Richa, bivšega soigralca Gorana Dragića, in dejansko izboljšali ekipo predvsem iz vidika obrambe. Govorim primerjalno pozicije, kako jim je ratalo v bistvu nadgraditi. Ja, to ni bil direkten trade, to, kar si omenil. Tako, ja, omenjam bolj iz vidika pozicij, kako so nadgradili pozicije, se pravi iz Delona Wrighta so šli na Richardsona in pa iz Justina Jacksona so sedaj šli na Jamesa Johnsona, če omenim pač konkretne menjave. Seth Curry je bil menjava za Richardsona v Filadelfijo, medtem ko je Justin Jackson odšel v Oklahomo, Delon Wright pa v Detroit, to je bila menjava 3 ekip in Delon Wright je v bistvu bil potem menjava za Jamesa Johnsona. Šlo je v bistvu za prvoten trade med Pelicani in Bucksi za Jrua Holidaya, o katerem so spregovorila že v prejšnjem podcastu. In ta trade so potem razširili, vključili še nekaj drugih ekip, to gre res za kompleksne procedure, treba je povsod izenačiti pogodbe in v tem mišmašu, miksu, velikem tradu, ja, na koncu, tako kot si rekel, Justin Jackson in Delon Wright sta zapustila, prišel je James Johnson, po drugi strani pa Seth Curry je odšel in prišel je Josh Richardson. Pri Dallasu sedaj iščejo še enega centra, trenutno imajo v bistvu tukaj kar precej težav s poškodbami. Powell, vprašanje, kdaj bo nared, potem na drugi strani Porzingis naj ne bi začel trenirati pred januarjem, bo spustil tudi v bistvu kar velik del sezone in o tem bo kakšno besedo spregovorila mičken kasneje. Je pa ena stvar, ki jo tudi treba poudariti, da se je Dallas nekako pozicioniral sedaj v zelo zanimivo pozicijo za menjave za naprej. V tem trenutku imajo v obliki pogodb, ki se bodo po koncu te sezone iztekle, približno 50 milijonov v vrednosti teh pogodb. In te pogodbe so ene izmed najboljših pogodb za menjave. Se pravi, ekipe, ki ponavadi želijo prazniti proračun, rade menjajo za igralce, ki so na v bistvu teh expiring pogodbah, ker na ta način potem lahko sprostijo proračun za poletne ukrepitve. Dallas pa ima sedaj ogromno teh pogodb in lahko izvede marsikatero menjavo, oziroma v najslabšem primeru, če jih nobena menjava ne bo zanimala, sprostijo za približno 50 milijonov dolarjev za pripeljati proste igralce in je zelo zanimiva situacija in Dallasu omogoča marsikatero opcijo na tržnici in pa tudi potem kasneje na prostem trgu.
Ja, po eni strani je ta manevrski prostor, o katerem govoriš, po drugi strani so pa s temi igralci, ki so zdaj prišli, ne samo ta dva, ki sta prišla preko menjav, Josh Richardson in James Johnson. Poleg teh dveh pa so na draftu izbrali še Josha Greena in Tyrella Terryja. In kar lahko sklepamo iz teh 4 novih igralcev, ki so zdaj prišli v ekipo, tista največja pomanjkljivost Dallasa lansko sezono je bila obramba na zunanjih položajih. Obramba na 1, 2, 3, tudi pogojno na položaju 4. To je bila tista največja hiba. Imeli so zgodovinsko dober napad, ampak povprečno, morda celo malce podpovprečno obrambo. Niso imeli ravno slabe, ampak to je tista stvar, ki jim seveda še manjka do položaja top 4 ekipe, kontenderja, kot bi rekli, konkurenta za naslov ali pa vsaj za finale konference. Obramba. Če bi namreč poleg tega zgodovinsko dobrega napada imeli še vsaj recimo top 10, top 7, 8 obrambo, ponavadi, recimo, ko gledamo ofenzivni in defenzivni rating ekip, torej koliko točk dajo na 100 napadov in koliko točk prejmejo na 100 napadov, skoraj da po pravilu, ko gledamo recimo zadnje 4 ekipe, finalista konferenc na zahodu in finalista na vzhodu, so te 4 ekipe skoraj da po pravilu vedno ekipe, ki so med top 10 v ofenzivnem ratingu in med top 10 v defenzivnem ratingu. Tako da, če Dallas popravi obrambo, potem lahko svojo igro dvignejo še stopničko više. In s temi igralci, ki so zdaj prispeli, so očitno želeli narediti ravno to. In oba trejda, James Johnson in Josh Richardson, ter oba draft pika, Josh Green in Tyrell Terry, vsi so primarno obrambni igralci, ne bi rekel ravno za vse defenzivni specialisti, draft pika gresta, kažeta, projecirata nekako v smer 3&D specialistov, medtem ko je Richardson bolj raznovrsten igralec, lahko več naredi v napadu, lahko malce igra tudi žogo in bo verjetno tista sekundarna ball handling opcija poleg Luke, ko njega podvajajo, ko se na njem skoncentrira obrambo, da lahko pač ta sekundarna opcija vzame žogo in organizira napad. James Johnson pa Blaž fighter, da je MMA fighter. Ja, gre za dobesednega fajterja. V MMA-ju je oddelal 7 borb in pri temu dosegel 7 zmag. 7-0. 7-0, tako je bil pa tudi kickboxer, ki je tudi, mislim, da je imel rezultat nekje 20 dni, se pravi 20 borb in 20 zmag v kickboxu. Enkrat je gostoval na eni radijski oddaji in govoril o svoji družini, vzgoju. Njegov oče je tudi profesionalni borec, mama je bila borka in ko so odraščali, so imeli v vrtu med svojimi brati, je foter rekel, evo, zdaj tukaj ven pa se stepste, in dejansko so imeli profesionalne boje in trdi celo, da lahko, pazi to, da lahko on, če se žoga, wedži, če se zagozdi v koš, da lahko on žogo brcne ven iz obroča. Se pravi, skoč in ima tak high kick zraven lahko lansira, da žogo brcne, če si predstavljaš, kaj hoče povedati. Ja. Luka je rabil protektorja in protektorja so dobili. Točno tako in tudi potreboval ga bo, ker, kot sem že omenil, Kristaps Porzingis ponovno poškodovan, tiste poškodbe iz play-offa še vedno ni saniral in ponovno bo ogromno odvisno od Luke in kot smo lahko videli tudi v play-offu proti Clippersom, lahko Luka marsikateremu stopi na živc, ki potem probava na razne grde podle načine obračunati z prvim zvezdnikom Dallasa in ja, bo potreboval enega takega, ki bo potem skočil na mesto Luke v tistega nasprotnega provokatorja in ga na ta način zaščitil. Recimo, ja. In ga na ta način zaščitil, ker definitivno pa mislim, da moramo nekaj spregovoriti tudi o tej poškodbi Porzingisa in tem, da bo ponovno izpustil kar dobršen del tekem. Mislim, nekje do konca januarja se napoveduje, da bo že več kot tretjina sezone mimo, ker naj bi bil tukaj na začetku zelo zgoščen ritem tekem in glede na to, da bo 72 tekem v sezoni, naj bi res do konca januarja že skoraj da tretjina tekem šla mimo in to je pa ogromno
ogromno, da manjka tvoj drugi zvezdnik, tudi drugi najboljši igralec in ogromno bo odvisno od Luke in prihajamo že vedno bolj do te točke, ko se moramo začeti spraševati, a je bila menjava za Porzingisa gledano iz vidika poškodb morda celo napaka. Zraven pa, če upoštevamo še, da so mu dali 5-letno zagarantirano pogodbo za 150 milijonov, zna biti, da pri vseh teh poškodbah, če se bodo nadaljevale, zna biti Dallas v zelo neprijetni situaciji. Ja, Porzingis je ena posebna tema, o kateri bi lahko verjetno celo posebej podcast posnela, mislim, njegove poškodbe, zgodovina poškodb in kaj to pomeni za prihodnost Dallas Mavericksov. Namreč po poškodbi kolena, strganih kolenskih vezeh in dolgem okrevanju, leto pa pol, skoraj 2 sezoni ni igral in to sezono so potem res bili zelo previdni. Ni igral back-to-back tekem, ta load management, res so pazili na to, na njegove minute. Počasi so ga uvajali, dvigovali njegovo minutažo in potem takoj prvi playoff, prvič, ko gre za res, če tako rečemo, zopet poškodba, natrgan meniskus, strgan meniskus, to so mu z operacijo že popravili. Ne gre za tako težko poškodbo, ampak vseeno, jaz sem mislil, da bo nared za sezono, glede na to, kakšne indikacije so sprva dajali, da bo nared za začetek sezone, zdaj pa ja, tako kot si rekel, mislim, s 1. januarjem naj bi šele začel z navednicah basketball activities, torej s treningi 5-5, z igranjem košarke 5-5 bo začel šele začetku januarja in ja, ne vem, kdaj bo nazaj, na začetku februarja, recimo, verjetno so to najbolj optimistične napovedi, potem, da se tam nekje na začetku februarja pridruži ekipi, začne igrati, bo že spet potreboval nekaj časa in ja, na začetku sezone bo več ali manj zopet vse počivalo na Luki. Zdaj govorila sva o protektorju Jamesu Johnsonu, ampak Josh Richardson bo tukaj tudi pomemben faktor kot ta druga ball handling opcija, če bo on zadolžen tudi za organiziranje napada, ravno takrat, ko Luko podvajajo, trepajo, blicajo, potrebuje igralce, ki bodo lahko takrat prevzeli vajeti igre v svoje roke, seveda playoffu proti Clippers smo videli, kako je bilo to. Mislim, it was a one-man show, basically. Ta celotni performance, tudi tista legendarna tekma, trojni dvojček 40 točkami in koš ob zvoku sirene. Luka bo moral igrati morda ne ravno na takem nivoju, ampak biti precej blizu temu, če Dallas ne bo želel ja, morda kakšne luknje si nakopati na začetku sezone zaradi odsotnosti Porzingisa, ki je vendarle pomemben člen ekipe. To je treba vedeti, kljub temu, da njegova statistika recimo na začetku sezone ni bila tako dobra, potem je igral vedno bolje, ampak ves čas je on tisti faktor, ki ga na trojki niti za centimeter ne moreš samega pustiti. To Luki res odpira veliko prostora, zdaj Seton so pa izgubili še malo šuta oziroma izgubili enega zelo kvalitetnega ostrostrelca in zdaj še brez Porzingisa na začetku sezone bi bila lahko raketa malo zgoščena. No. Bo zanimivo videti, kako se bodo ekipe prilagodile oziroma kako bodo zdaj te igralci zadevali za 3, ker namreč tisto, kar Luka, ena od najboljših stvari, ki jih počne, je seveda to, da kolapsa obrambo, navleče obrambne igralce v prodorih, ne samo 2, ampak pogosto vidimo 3-4 in potem poda povsem samemu ostrostrelcu na trojki in vse, kar je treba narediti, je zadeti odprt met in to so lansko sezono, predvsem Seth Curry recimo je bil eden od teh odlično počeli igralci Dallasa. Zdaj, če kakšno besedo mogoče rečeva o začetni peterki Dallasa, kako ne bi izgledala na tej točki? Jaz mislim, da je to zelo težko zdaj napovedati, ker vseeno še free agencyja ni konec, mislim, da tudi z menjavami še Dallas ni zaključil in karkoli se daj napoveva, se lahko zelo hitro spremeni. Tukaj je seveda ta fora z Bogdanovićem. V prejšnjem podcastu sva govorila o trade and signu Bogdanovića v Buckse, do katerega potem ni prišlo. In to je tudi cela komedija zmešnjav, ki je povezana s tem, da je liga letos poslala vsem moštvom obvestilo, da bojo zelo rigorozno uveljavljali to tempering pravilo, da se ne bo smel pogodb prej sklepati pred začetkom uradnih rokov.
in ta seveda sign and trade prostega igralca do tega ne more priti pred začetkom uradnega prestopnega roka, ki je bil pa iz petka na soboto ob polnoči po našem času oziroma ob 6. popoldan ob 18. na vzhodni obali, to je bil tisti uradni začetek prestopnega roka. Tradi so se lahko že dogajali prej, ampak ne prostih igralcev, ne sign and trade, kjer pač ekipa, pri kateri je bil igralec do zdaj, z njim podpiše pogodbo in ga takoj trada. To pa ni bilo še dovoljeno, ker pač prosti igralci lahko začnejo sklepati nove pogodbe šele ob določeni uri. Bucksi in Kingsi so pa to naredili 3 dni prej, 2 dni prej in liga je sprožila preiskavo. Tudi če bi Bucksi in Kingsi zdaj želeli izpeljati ta sign and trade, ga verjetno več ne bi mogli, bi liga prepovedala to in ta zadeva je padla v vodo in hočem reči, ker si ti rekel, ne vemo, kaj se bo še zgodilo. Res je, vse se lahko zgodi, ampak nek osnovni depth chart lahko verjetno sklepava, domnevava zdaj, kako bo izgledala prva peterka. Ja, zdaj po vsej verjetnosti bo prva peterka Luka Dončić kot organizator igre, potem kot dvojka Josh Richardson, kot trojka verjetno Hardaway Jr., štirka bo po vsej verjetnosti vsaj na začetku sezone morda James Johnson, center pa ne vemo, bomo videli, upam, da pripeljajo kakšnega, no, če smo čisto iskreni. Ja, ti si že omenil, da tisto, kar še iščejo še enega visokega igralca, ki bi lahko recimo ravno zapolnil to odsotnost Porzingisa, ker namreč zdaj tudi Dwighta Powella si omenil, ne vemo, v kakšni formi se bo vrnil, koliko časa bo po strgani Ahilovi teti, vemo, kako težka in neugodna poškodba je to in koliko časa traja, da se igralec vrne, če se sploh lahko vrne na isti nivo. Tudi Dwight Powell verjetno ni tista gotova opcija in Luka Dončić, Josh Richardson na 1-2 je super. No? Mislim, da se bo Josh Richardson res dobro ujel z Luko, je igralec, ki tudi z Goranom dobro funkcioniral v Miamiju, ki je lahko ta dobra sekundarna playmaking opcija, ni dober takrat, ko ima preveč žogo. V Miamiju so ga morda v določenih situacijah celo malce preveč forsirali občasno, ampak kot tista druga playmaking opcija, sekundarna opcija, je pa precej bolj koristen. In ja, potem Tim Hardaway na trojki, Dončić, Richardson, Hardaway na 1, 2 in 3 je zelo zanimiva zunanja rotacija 3 igralcev, ki lahko recimo menjajo položaje, se izmenjujejo, igrajo v bistvu vsi 3 od 1 do 3, tudi Tim Hardaway je v Knicksih bil pogosto prva playmaking opcija, ampak tudi on ni za to primeren in zato seveda ni bil tako koristen, kot je pa v Dallasu kot sekundarna ali terciarna opcija. In zraven Luke mislim, da bosta oba solidno funkcionirala, čeprav na trojki je to lahko malo problem za višino kakšnih igralcev, ampak oba sta blizu 2 metrov in Josh Richardson in Tim Hardaway Jr., tako da se tukaj rotirati. Za Richardsona je recimo Karla že povedal, da bo največkrat poleg Luke pokrival enke. Torej organizatorje, da se Luka ne bo trošil na tistih hitrejših organizatorjih, jih lovil okoli blokov, bo za to poskrbel Richardson. Luka bo pa verjetno tisti, ki bo tistega višjega, močnejšega na 3 zunanjih pozicijah oziroma na 2 ali 3, verjetno na 3 prevzel. Največja dilema je pa seveda tisto, kar si že omenil, torej položaj 4 in 5. Krilni center, na položaju 4 je lani dosti igral recimo tudi Dorian Finney-Smith, vendar bosta verjetno na začetku sezone pred njimi imela prednost James Johnson in Maxi Kleber. Na petki potem Dwight Powell in Bobby, ampak kot sva že govorila, Dwight Powell se vrača po poškodbi, Boban je pa zelo namenski center. Center, ki je v kakšnih matchupih skoraj da nezaustavljiv, odličen proti nekaterim ekipam. Proti drugim ekipam je pa lahko zaradi okornosti in ne ravno najboljše gibljivosti pri pokrivanju pick and rolla in zunanjih položajev lahko tudi ovira za ekipo. Tudi ni najbolj atletski rim runner, najhitrejši igralec,
Za določene matchupe proti določenim ekipam je lahko res izjemen in bo zagotovo zopet uporaben v teh matchupih, ampak zdaj za vsako tekmo, upoštevajoč tudi njegovo slabšo kondicijo, za svojo višino in svojo maso je izjemno dobro pripravljen, ampak za NBA tekme pa ja, več kot kakšnih 15, 16, 17 minut v tem ritmu zelo težko igra. Zato verjetno potrebujejo še enega centra, tudi to sva že omenila. Še posebej, če pride recimo do kakšne poškodbe ali pa če Powell še ne bo pripravljen za igro ali pa v formi, kar je zelo možno, glede na težavnost poškodbe seveda. Potem nujno potrebujejo še enega igralca na petki. Kot rečeno, Kleber in James Johnson pa bosta verjetno največ časa igrala na štirki, Dorian Finney-Smith pa bo v tej postavi verjetno več časa igral na trojki. Trojka je njegov naravni položaj in bo skupaj z Timom Hardawayem in Richardsonom zelo, zelo solidna rotacija na 2 in 3. Postali so boljši v obrambi zaenkrat, to lahko rečemo, postali so bolj nepopustljiva ekipa, bolj trda ekipa, bolj žmohtna ekipa. Bomo pa še videli, kaj bo pripeljali. Kakšnega centra, recimo Baines, Blaž, kaj misliš? On je še med prostimi igralci. Bi se mi zdel ena taka zanimiva opcija, dokler se Porzingis ne vrne. Pa jaz mislim, da tudi pol, ko bi bil Porzingis, bi bil Baines taka zanimiva opcija, ker Baines je vseeno, bom rekel tako, malo je živalno, bolj fizičen center, ki se je ruva z nasprotnimi centri in bi bil taka zanimiva opcija, no, vsaj za moje pojme. Bomo pa res dejansko videli, kaj bojo naredili, ker pri Dallasu redko pricurlja kaj iz njihovega front officea, iz njihovih pisarn, kaj nameravajo storiti. In je večinoma, kar storijo, rahlo presenečenje, pa ne iz vidika smisla menjav prostih igralcem, bolj iz vidika, da se pač prej ne omenja pretirano veliko, kaj načrtujejo, tako da znajo še presenetiti. No. Ja, morda tudi bogi. Bogdan Bogdanović, sicer majhna verjetnost je, da pride, edina verjetnost bi bil sign and trade, Dallas nima dovolj prostora za pogodbo njemu. Nekaj se govori, da bi Atlanta morda lahko tudi njega zvabila za eno podobno pogodbo, kot so jo dali Gallinariju, kar bi bilo zanimivo potem Gallinari in Bogdanović v Atlanti. Vsekakor mislim, da bi bil bližje uspehom in precej bolj zadovoljen v Dallasu in mislim, da bi tudi odlično, ko že govorimo o kakšnih fiktivnih tradih, recimo, da bi imeli rotacijo na 1, 2 in 3, Dončić, Josh Richardson in Bogdanović. Potem pa že lahko govorimo o ekipi, ki bi res lahko visoko segla naslednjo sezono, plus seveda zdaj govorila o teh težavah na položajih 4 in 5. Mimogrede, Dallas zdaj nima več denarja, imajo še ta mid-level exception, to je tam 7-8 milijonov na sezono. Kaj lahko dobijo s tem? Marka Gasola, Blaž, govori se, da bo šel v Lakers, tudi Gasol bi bil odličen, Mark Gasol še v tej ekipi. Bomo videli, kaj bo naredili. Blaž, bi ti še kaj dodal ali sva bila, jaz gledam zdaj ta seznam igralcev, ki so še na voljo, tukaj bi lahko še dosti govorili, recimo Bainesa sva omenila, o Crowderju sva govorila, ampak ja, imen je tukaj veliko. Ja, in po vsej verjetnosti, dokler bo tale podcast objavljen, bojo vsi te igralci že imeli nove klube, morda celo kdo tudi v Dallasu. Drugače pa jaz mislim, da so bila več kot dovolj izčrpna in kaj ne rečem drugega, kot upam, da nas boste poslušali tudi v naslednjem podcastu, kjer bomo pa probali nekoliko bolj na široko podebatirati celotno dogajanje v NBA ligi, potem, kaj so storili Lakersi, Clippersi, Philadelphia, kakšni so plani. Verjetno se bodo v naslednjih dneh še zgodili neke menjave, neki prosti igralci bodo še podpisali pogodbe, kot sva že omenila. In ja, čez nekaj dni, ko se vse nekoliko bolj umiri, bomo pa posneli še en podcast za celotno ligo. Morda tudi kakšen emergency podcast, če pride do kakšnega velikega prestopa, morda Harden ali Westbrook v kakšen klub, bomo morda tudi kakšen hiter podcast ali reakcijo na to dali ven. Zato tudi ne pozabite se naročiti na naše kanale, da ne zamudite naslednjih podcastov in se slišimo naslednjič, ne? Ja, naslednjič. Tako je, se slišimo, vidimo, nič Blaž, se slišimo kmalu in ja, kmalu tudi nov podcast. Tako, adijo. Ajde.